Začetek. Začelo se je z otrokom z imenom Sunny. Ukradel je mobilni telefon, vreden kakih 45 000, 50 000 rupij in ga je prodajal za 60 ali 100 rupij. Poiskala sem ga in odkrila, da je bil lačen. Ni imel očeta, mama se je znova poročila in drugi mož ni bil preveč zadovoljen s Sunnyjem, ni skrbel za njegovo prehrano. Zato je bilo zanj najboljše, da je kradel in si priskrbel hrano. Predlagala sem mu, naj pride igrati nogomet. Lahko se boš igral, dali ti bomo telovadne copate in vse, kar je treba. Prišel je s skupino drugih otrok iz barakarskega naselja. Mama je vedela, da je imel Sunny skupino prijateljev, s katerimi se je igral, in če je bil lačen, so podelili z njim hrano. Prenehal je krasti. Ime. Vsako barakarsko naselje nosi neko ime, a njihovim prebivalcem ime ni všeč. Če stanujejo blizu tržnice, se imenujejo tatovi hrane. Če blizu morja, so vlomilci v avtomobile ali tatovi mobilnikov. Tisti, ki živijo na drugem koncu, so tatovi stanovanj, ko vlamljajo v hiše, v katerih starši kradejo za preživetje. Otroci niso hoteli, da jih imenujejo tako. Zato sem pomislila, dajmo jim barvo. Mavrica je najlepša stvar. Zato sem eno skupino imenovala Plavi. Potem so bili tisti, ki so vdirali v hiše, starši so učili otroke, da so šli skozi okno in odprli vrata, sem jih imenovala Oranžni. Ko sem jih klicala z imenom barve, kako jim je bilo to všeč. Vsi so se zbrali kot ena sama Mavrica in se igrali skupaj kot bratje in sestre. Obiskovanje šole. Opazili smo, da nekateri med njimi ne hodijo v šolo. Opozorili smo jih, če hočejo ostati v ekipi Mavrica, morajo obiskovati šolo. Rekla sem jim, vaši starši so brez izobrazbe in ni nujno, da morate biti kot oni. Merite visoko. Lahko prejmete karkoli. Če se hočete učiti, vas bom podprla. Začeli so obiskovati šolo. Šla sem jih obiskat v šolo in preverila, če so redni. Pokazali so mi, kaj so se naučili, jaz pa sem jim dala majhen dar, žogo, majico, kaj drugega, da bi jih opogumila. Več župnij nas je sprejelo, da se lahko tam igrajo. Ne potrebujem denarja, ampak ljudi, ki bodo prišli pomagati. Podporniki. Veliko dobrostoječih družin prinaša telovadne copate in majice, ki jih razdelim. Mama in oče delata kot zidarja. Paci me je odpeljala v šolo, potem me je vprašala, ti je všeč nogomet? Pritrdil sem. Dala mi je novo majico in nogavice. Odšla sem v šolo svetega Jožefa na sprejemne izpite. Hoteli so, da napišem esej. Tega nisem znala in odklonili so me. Rekli so mi, naj se vrnem čez 3 dni. Prosila sem jih, rada bi se učila, hočem narediti kaj iz življenja. Znova so me odklonili. Nenadoma je prišla Paci, moj angel. Rekla mi je, danes ti bo uspelo. In tako je bilo. Paci nam je pomagala odpreti bančni račun. Mama je hotela uporabiti svoj prstni odtis za podpis, a ni bilo veljavno. Naučil sem jo, da se je znala podpisati in je odprla svoj račun. Podpiral sem jo in ji pomagal pri bančnih postopkih. Vse, kar govorimo o Peci, ni dovolj. Ona je kot božji angel. Spremenila je življenje številnih otrok in jim je pomagala premagati težave. V življenju bi rad bil igralec kriketa. Mislim na to, da bi postala računovodkinja. Moje sanje so, da postanem nogometaš in trener. Zdi se mi, da je fizioterapija nekaj zelo lepega, zato sem izbrala to. Otrokom pravim,
Če ti Bog da kak talent, ga podeli in uporabi do konca. To otrokom daje veliko veselje. Verjemi, naredili bodo nekaj dobrega, kamorkoli bodo šli. Izkusili so to srečo in prepričana sem, da jo želijo tudi za druge in da jo hočejo širiti. Patricia Furtado, nekdanja igralka v državni ekipi hokeja in učiteljica, skupaj s skupnostjo gibanja, v katerem je vključena, že 17 let dela s številnimi otroki in družinami. Daje jim upanje v lepo prihodnost.